od otroških let malo tako bila bolj pozorna na plastiko, na glino, na risanje. Dosti smo risali otroci, ker ni bilo takrat televizije ali pa česa, smo sami pravzaprav bili tisti, ki smo si neke svetove naslikavali in se s tistim pravzaprav zadovoljili. In to, ker sem bila tudi iz dežele doma, je možnost nekega stika z naravo in z blatom bila meni zelo blizu. Vizavi hiše je bil potok in tam smo tudi imeli že tisto peščeno glino takoj in smo kaj packali. Vlasta Zorko je izjemno pomembna kiparka. Lahko bi jo šteli za pravzaprav prvo kiparko slovenskega prostora oziroma eno ključnih ustvarjalk 20. stoletja gotovo. Čeprav moramo poudariti, da ni prva ženska ustvarjalka, ki se je vpisala na kiparstvo na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost, vendar je pa gotovo prva, ki se je uspela skozi področje kiparstva, kiparskega ustvarjanja uveljaviti in ohraniti, obdržati v tem mediju, ki je večinoma bil skozi 20. stoletje, vsaj do 90. let, pripisan in naklonjen moškim ustvarjalcem. Pomembno bi bilo poudariti tudi to, da njen opus nekako opredeljujemo na dva dela, ki je za generacijo, kateri pripada Vlasta Zorko, dokaj še običajen, ker nekako so kiparji ločevali svoje ustvarjanje znotraj javnega prostora in znotraj drugega pola, ki mu nekako pripisujemo večjo intimnost, večjo avtorsko svobodo. In prav v okviru javnega prostora je Vlasta Zorko izjemna, saj bi lahko zatrdili, da gre za kiparko, ki podpisuje največ realizacij v javnem prostoru. Ponovno poudarjam, zato, ker javni prostor je tradicionalno in tudi še v 20. stoletju bil pripisan moškim ustvarjalcem, torej kiparjem. Po drugi plati pa je nastal izjemen opus, ki je unikaten ne samo v slovenskem prostoru, ampak bi lahko rekli kar v mednarodnem prostoru, kajti lahko trdimo, da je Vlasta Zorko v svojem opusu pravzaprav upodabljala ves čas en motiv, in to je žensko telo. Vse od 60. let, pravzaprav vse do danes, večinoma golo, torej sledimo aktu ženskega telesa, v katerega vpenjala različne svoje občutke, citate na zgodovino 20. stoletja, zgodovino kiparstva. Torej poznamo po dokumentaciji več kot 1000 figurin. Recimo na pričujoči največji predstavitvi, največji razstavi je bilo pokazanih komaj nekaj več kot 100. Torej, če tako grobo ocenimo, komaj 10% njenega izjemnega opusa. Prav o dejstvu, da je vse svoje ustvarjanje posvetila ženski, jo vpisuje in predaja neizmerno zanimiv status. O tem, kar poznamo, torej če nekako spregovorimo o opusu, ki ga poznamo, bi lahko rekli, da je vse od začetkov 60. let do danes vpisovala v ustvarjanje vso dogajanje znotraj kiparstva, ki ga je zelo dobro poznala. Prav tako zelo dobro pozna celotno zgodovino kiparstva in večinoma v njenem opusu zelo zavestno referira na pomembna imena. Na to referira na pomembne razstave, ki so se dogajale v sočasnem kiparstvu. Sama velikokrat poudarja, da ona veliko več ve, kot je uspela pokazati skozi kiparstvo, s čim se seveda nikakor ne strinjamo, vendar bi morali pa poudariti, da zahteva od gledalca, občudovalca njegovih skulptur veliko intenzivnost in pri branju njenih skulptur. Če se tega zavedamo, lahko opazimo bogatost, na kaj vse se skozi svojo skulpturo referira. Zanimivo je, da obravnava predvsem praviloma ženski akt,
kar je sicer eden izmed najbolj najbolj pogostih motivov v zgodovini umetnosti, kaj šele v zgodovini kiparstva pa sploh, vendar je pa izkušnja povsem unikatna. Kajti nimamo primera kiparke ali pa sploh umetnice, ki bi svoj opus pripisala prav temu, v celoti pripisala samo in izključno temu motivu. Zlasti Zorko je zanimivo, da se je odločila za ustvarjanje v dimenzijah, ki jih nekako imenujemo mala skulptura. Poudarjali smo, da za tem se skriva deloma praktičnost in pravzaprav dejstvo, da je koncentracija, ki jo je lahko posvetila svoji skulpturi, bila dnevno zelo omejena. Pravzaprav je najbolj preprosta glina za najti jo, za oblikovati z njo in možno je z njo tiho delati, ne motiš nikogar. Dolga leta sem bila vezana na stanovanjski atelje, kar je bilo tudi pomembno, da nisem mogoče klesala ali pa varila. In ni povzročalo ne hrupa, ne prevelike umazanije, razen kadar se odliva v mavec, v drugo formo seveda, ampak tista vse stvar procesa, ki mine. Glina je bila tudi tu na Štajerskem zelo dostopna kot material. Moramo poudariti njeno izjemno potrebo po nenehnem ustvarjanju, torej dnevnem ustvarjanju. Hkrati pa bi želela še izpostaviti to, da pravzaprav lahko sledimo od trenutka, ko je pričela ustvarjati, praviloma do danes, nenehno dnevno ukvarjanje s skulpturo, torej ustvarjanje. In nekako se mi je zdelo, da pravzaprav, če nekoliko uporabimo domišljijo, lahko začutimo kiparko, ki na primer pred sabo postavi neko vselej skorajda sorodno gmoto gline in jo oblikuje v 3 tednih skozi v novo figuro. Po 3 tednih jo žge in je figurina zaključena, jo odstavi in ponovno v tisti intimen svoj, tako kot je sama povedala, velikokrat pravzaprav majhen atelje ali pa celo dnevno sobo in se vrne k novi figurini oziroma novemu ustvarjanju. In v teh 3 tednih je v figurino vpisala vso intenzivnost njenega dogajanja. Ali gre za žalost, ali veselje, ali napetost, ali skrbi. Zaznavamo citate, zaznavamo neka atraktivna dogajanja, celo kakšno razstavo tistega časa v našem prostoru. Zaznavamo njena potovanja, skratka dejansko zaznavamo njeno dogajanje. Naj si bo zelo veselo, sproščujoče ali pa celo zelo napeto. Sama sicer pravi, da je ustvarjanje znotraj te plastike, torej male plastike, pravzaprav omogočilo mir, ki si ga je vedno želela, oziroma iskanje nekakšne harmonije, skozi katero oziroma ustvarjanje je poskušala nekako najti ravnovesje z vsem, kar se je dogajalo okrog, predvsem seveda najti ravnovesje s tistim, kar jo je od zunaj vznemirjalo. Tako kot je sama večkrat poudarila, pravzaprav njene skulpture oziroma ukvarjanje z malo plastiko, njene figurine so ji ves čas, vseh 60 letij omogočale iskanje ravnovesja. Predstavljale so nekakšen kontrapunkt, iskanje miru v nasprotju z vsem zunanjim, kar se je dogajalo okoli nje.
Naloga gledalca oziroma obiskovalca razstave ali pa občudovalca njenih skulptur je pravzaprav v tem, da mora pristopiti k vsakemu delu izjemno motivirano oziroma aktivno. Skratka, Vlasta Zorko se tukaj preigrava s tem, da bi to bili kot tako imenovani okraski, ampak hkrati samo v zelo natančnem pogledu ugotovimo ves razpon njene skulpture, ki ga ponuja. Kot smo že omenili, pri abstrakcijah v obhodu komaj zaznamo, da gre za telo, hkrati pa v figurinah komaj v detajlih lahko ugotovimo vso bogastvo, na katero nas ali po vsebinski ali pa po likovni plati napotuje. Na primer, izjemno so fascinantni pogledi, ki so se razkrili na primer pri večjih povezavah, ampak fascinantno je, za kakšno natančnostjo je pravzaprav Vlasta uspela zasnovati igro med gledalcem in samo skulpturo. Opazujte zenice, kam je namenjen pogled, katera skulptura koga pogleduje. Še posebej na primer takrat, ko gre za preplet različnih skulptur, recimo naj izpostavim skulpturo Bigamist, kjer se nekako skrivna igra dogaja med 3 osebami in tam je najlažje občutimo to vidno in prikrito igro, kje se nahajajo roke, katera podoba, katera figura gleda katero. Skratka, sprašujemo se, kdo izmed teh je pravzaprav zapeljan in kdo koga zapeljuje. In tisto, kar je vidno na prvi pogled, ni morda tisto, kar se dogaja nekoliko gledalcu prikrito. Fascinantni so položaji rok. Ni naključje, kam je posamezna figura položila svoje roke, ali se nahajajo na oprsju, ali na katerem delu telesa pravzaprav se nahajajo. In to so nekakšni uvodi v samo razumevanje posameznih skulptur. Vlasta Zorko velikokrat tudi provocira, ne samo citira znane kiparje, komentarje iz družbenega življenja, recimo modele iz revij, vsakodnevnega življenja, ampak pravzaprav ena izmed provokacij gotovo to, da je svoje skulpture v določenem ciklu pobarvala z bronasto oziroma zlato barvo. Na nek način lahko sklepamo, da se obrača na spraševanje o tem, kateri materiali so žlahtni, in mogoče na del naročnikov, ki vrednotijo pomen skulpture po materialu, iz katere so sama umetniška dela. Deloma lahko interpretiramo tudi v tej smeri, da se zaveda tega, da je glina drugotni, torej drugorazredni v kategoriji pomembnosti materialov znotraj kiparstva. Če omenimo, da je seveda najbolj žlahtni material, ki pa seveda za kiparstvo ni značilen, bi bilo zlato, ampak gotovo žlahtni material znotraj kiparstva, za žlahtni material znotraj kiparstva štejemo marmor in gotovo je glina zelo drugotnega pomena. In na ta način nekoliko mogoče komentira tudi svojo pozicijo. Morda pa celo spregovorijo o tem, da so ženske tisto najdragocenejše in bi jih pač morali ocenjevati in ceniti v smislu materiala, ki ga tukaj nakazuje, torej v smislu najdragocenejšega zlata. Vlasta Zorko je tudi izjemna portretistka. Njenem opusu skozi vso obdobje ustvarjanja se ukvarjala in zelo uveljavljala kot portretistka. Kot sama pravi, je pravzaprav živela na račun tega, da je zelo dobro znala ujeti značilnosti samega portretiranca. In od leta 1972, ko živi kot samostojna umetnica, pravzaprav živi, čeprav se sliši nenavadno, od naročil. Nenavadno, kajti danes vemo, da je slednje skoraj nemogoče. Pravzaprav je v socializmu deloma pogosto, skratka, v socialističnem času je glede na vsebino in redno upodabljanje oziroma sprejemanje naročil za upodabljanje različnih narodnih herojih
dobila in upodobila veliko število upodobljencev. Nekaj od teh je postavljenih tudi v javnem prostoru, nekateri so pa nastajali za prostore, naprimer pol javnega značaja. Ampak nekako povsem drugače. Mogoče, če bi na kratko opisali samo to zvrst, bi morali dodati, vsaj meni se zdi, da so ti portreti stilizirani v smeri na ta način, da med gledalcem in podobo ustvarjajo nek rahel odmik, neko rahlo distanco. Kaj mogoče še posebej zanimivo, seveda naročnik je vztrajal pri zelo realistični upodobitvi, kar je sama kiparka znala odlično uresničiti. Hkrati pa, ker so marsikateri portreti oziroma večina herojev seveda že nastali na podlagi posthumno, skratka na podlagi fotografij, zaradi tega je mogoče tudi sam značaj teh, da pred sabo nima žive osebe, vendar ustvarja po fotografiji, narekoval to distanco. Hkrati pa mislim, da je nekako to pravzaprav njen podpis, bi rekli. Povsem drugače bi pa lahko opisali upodobitve, ki so nastale na podlagi zasebnih naročil. Večinoma gre, oziroma pogosto gre celo za otroke, katerim se je znala izjemno dobro približati oziroma ujeti njihovo živost, čeprav se moramo zavedati, da portretiranci zelo težko sedijo dovolj časa pri miru, predvsem pa otroci so tisti, kjer je imela na voljo zelo kratek čas, da je našla tisto njihovo bistvo. Večinoma so ti spomeniki portretna do prsja, teh je po številu največ. Vendarle je tudi kar nekaj spomenikov, ki jim lahko rečemo, da so monumentalne rešitve, ki sooblikujejo urbani prostor. Prav za mesto Maribor je Vlasta Zorko izvedla kar precej takšnih monumentalnih plastik in pri tem bi se mogoče spomnili, kako jo je vsaj dvakrat označil dr. Sergej Brišer, velika avtoriteta na področju kiparstva, ki je o Vlasti Zorko zapisal, da je bila mariborska mestna kiparka. Sergej Brišer, ki je seveda bil velik poznavalec baročnega kiparstva, je imel v mislih, kako je to potekalo v 17. in 18. stoletju. Statuarius Civitatis je bil naziv, ki so si ga pridobili najboljši kipari, in seveda ta naziv je pomenil določene privilegije in zadostno število naročil. Ko govorimo o javnih monumentalnih rešitvah Vlaste Zorko, je pravzaprav že prva njena izvedba te vrste vredna vsakršne pozornosti. In sicer gre za spomenik Prežihovemu Vorancu ob Gosposvetski cesti. Natečaj je bil izveden leta 1965, Vlasta Zorko je bila izbrana kot najboljša in do leta 1968 je potem to plastiko tudi odlila v bron. Rešitev je zelo zanimiva. Ko se je Vlasta Zorko pripravljala na delo pri tem spomeniku, je seveda obiskala takrat še živečo vdovo po pokojnem pisatelju, da je pridobila fotografije, s katerimi se je pomagala in da se je seveda z gospo tudi pogovorila o nekih življenjskih navadah pokojnega pisatelja. Ne samo vdova, ampak tudi drugi sodobniki so radi pripovedovali, kako je Prežihov Voranc, potem ko je opravil svoja kmečka opravila, on je bil vse od 20 let naprej, je prenehal biti veliki komunistični politik, ampak se je umaknil v osamo malega kmeta. Torej, ko je zvečer opravil vse na kmetiji, je rad sedel na mizo pred
domačijo in se razgledal po dolini, torej uživajo v tem lepem razgledu po rodni Koroški, ki jo je imel tako rad, ko je padel mrak, pa je sedel k mizi in začel pisati. Vsekakor je Voranc pojem človeka, ki je resnično zastopal v življenju ideale, kakršne bi naj v socializmu seveda se potem enakovredno in primerno ljudem razvili. Tako da sem bila zopet z pomanjkljivo javno informacijo o njem se lotila dela in so mi bila vodila, da prvič sem obiskala Kotle, njegovo ženo, je bila živa in mi je marsikaj povedala, da sem zajela nekako v zavesti okolje, iz katerega je izhajal. Ostalo mi je bilo pa nekako dano čutenje časa in pa osebnosti, kakršen je bil, da sem se izognila vsakim insignijam nekih socialističnih zadev. Posadila sem ga na mizo, kar recimo en meščanski človek ne naredi v javnosti, da bi se usedel nanjo. In kot tak je pravzaprav po Likonem bil popolnoma drugače komponiran kot v tistem času običajni spomeniki za politike. Vsekakor je, kasneje sem večkrat razmišljala, kako blizu nekemu pop artu je človek že segal po nekih rešitvah, ki so nujno sledile. Pri opazovanju tega spomenika pade v oči zlasti to, da je sestavljen iz dveh kar precej različnih elementov. Torej figura, ki je realistična, zlasti obraz, tako ga prepoznamo pisatelja. Postavila ga je v zelo sproščeno in anatomsko povsem prepričljivo sedečo pozo. Zelo sproščen je v tej drži, na mizi, na kateri sedi in se nanjo naslanjajo so tudi knjige, ki ga seveda označujejo kot pisatelja. Torej obraz, kot sem rekla, je popolnoma realističen, oblačilo pa je malenkost schematizirano, recimo ni hotela ustvariti razlike med hlačami in srajco, to je neka enovita ploska od te kiparske gmote. Drugačna pa je miza. Miza je pa minuciozno realistično narejena, vidimo vse letnice na teh lesenih deskah, vse te razne zatiče, ki jih mizarji uporabljajo, da sestavijo takšno mizo. In kiparka sama povsem upravičeno reče, da je ta miza pravzaprav nek popartistični dodatek celoti. Zanimiva se zdi tudi umestitev spomenika v urbani prostor. Gosposvetska cesta ima neko urbanistično zanimivost, torej na več mestih se zelenice dvignejo nad pločnik, na neke take utrjene ploščadi, tako je tudi na tem mestu. Za tem dvignjenim platojem se razvije park pred osnovno šolo, ki se imenuje po Prežihovem Vorancu. In prav na tem stiku z ulico je pač na tem privzdignjenem platoju postavljen spomenik, tako da ga mimoidoči vidimo vendarle privzdignjenega nad to stvarnostjo vsakodnevnega mariborskega življenja. Zdaj, ko govorimo o tem odnosu med figuro in mizo, pa se ne moremo izogniti nekemu vtisu, kiparka je zelo spretno, zelo učinkovito ustvarila nek vtis napetosti. Po drugi strani pa seveda taka drža ponazarja tudi pisateljev status v takratni družbi, torej kot se spomnimo iz zgodovine, Prežihov Voranc je bil nekaj časa namenjen za vodilno osebnost Jugoslovanske komunistične partije, pa je potem to tekmo za to prvo mesto izgubil z Josipom Brozom in je bil pravzaprav prisiljen se popolnoma umakniti iz političnega življenja. Rudolf Meister je ena tistih zgodovinskih osebnosti, ki uživa neko vsesplošno spoštovanje, vsi mu priznavajo zasluge za postavitev severne meje, vendar po drugi strani je bil sporen za prav čisto vse oblasti. Prvotna ideja se je spremenila v bronast relief, na katerem je upodobljen Rudolf Meister
tega pa borci, torej njegovi najzvestejši borci, v ozadju se riše silhueta Slovenskih goric. Reliefna plošča je precej duhovito postavljena na pročelje osnovnošolske stavbe, tako da se kako vije okrog vogala ob vstopu, ob vhodu v šolo, skrajna desna borca, tako funkcionira kot nekakšna stražarja ali pa kot neki figuri, ki vabita otroke v šolske klopi. Seveda pa ideja o postavitvi figuralnega spomenika Rudolfu Maistru v Mariboru nikoli ni zamrla in končno se je to realiziralo leta 1987. Ampak Vlasta Zorko je pripravila kar 3 osnutke. Zamislila si je generala odetega v pelerino, sama je to razlagala kot en element, s katerim je skušala ustvariti neki vtis poetičnosti, ne? S tem na ta način je želela naglasiti, da ni bil samo vojak, ampak je bil tudi literat in kulturen človek. Meni se je Maister zdel absolutno pomembnejši kot človek, ki ima sposobnost jasnega odločanja, ker je bil seveda kultiviran in zelo zavzet za to, kar je počel. No, kasneje je komisija, ki je spremljala nastajanje kipa z Sergejem Brišarjem na čelu, menila, da ta pelerina ne učinkuje preveč dobro, zato se danes, če pogledamo spomenik, vidimo, da je pač v vojaškem oblačilu, v vojaški uniformi in seveda drža, ki jo ima, je tudi izrazito vojaška, torej vleče meč iz nožnice v trenutku, ko bo izrekel eno pomembnih povelj, s katerim je vodil svoje vojake pri osvobajanju slovenskega ozemlja. Ob postavitvi spomenika je še živelo nekaj borcev, ki so bili seveda že v visokih letih. Sami preživeli še živi Maistrovi borci so želeli pač imeti Maistra v kolikor toliko vidni obliki, to se pravi realističnega. Torej mnogo bolj portretno prepoznavano in so želeli videti v Mariboru svojega generala, ki bi lahko mimo njega šli in ga seveda prepoznali. Spomenik pa stoji pred drugo gimnazijo v parku, na trgu, ki danes tudi nosi ime po Rudolfu Maistru. Med številnimi manjšimi spomeniki, ki jih je delala Vlasta Zorko, je leta 70 prišlo tudi do naročila, da izdela portretno doprsje heroja Miloša Zidanška, ki so ga nameravali postaviti pred drugo gimnazijo in drugo gimnazijo so prav v tistem času imeli namen poimenovati po Milanu Zidanšku. Vsega je Vlasta Zorko tudi učiteljevala na tej šoli, bila profesorica. Vendar je tudi za to majhno skromno naročilo je zmanjkalo denarja, tisti, ki so do spomenika vendarle želeli priti, pa so se domislili, da bi morda lahko naročilo vnesli v mednarodni kiparski simpozij Forma Viva, ki je v Mariboru potekal približno na 3 leta, že od leta 67 naprej. Obrnili so se na sekretariat Forme Vive in tam so tej njihovi želji pritrdili z eno zahtevo, da je spomenik narejen v betonu, kajti beton je bil material, s katerim je operirala Forma Viva v Mariboru. To je seveda popolnoma spremenilo pristop k izvedbi spomenika, ampak Vlasta Zorko, ki je ravno v tistem času veliko delala na abstrakciji, je kaj hitro našla med svojimi osnutki neke realizacije, za katere je presodila, da bi jih lahko uporabila na ta namen. In sicer je izbrala nekaj osnutkov, malo se med sabo razlikujejo, ki so poimenovani veriga in dejansko temeljijo na izhodišče te abstrahirane forme, je res so členi verige, ki se vzpenjajo navzgor. No in lotila se je dela, torej njen predlog je bil sprejet na sekretariatu Forme Vive, lotila se je tega dela, nastala je zelo velika skulptura v betonu, mislim, da lahko rečemo ena uspešnejših sploh v okviru mariborske Forme Vive.
Hkrati pa je to seveda eden tistih redkejših abstraktnih spomenikov narodno-osvobodilni borbi v slovenskem merilu nasploh. No, vse nekaj jih je, ampak vendarle so se naročniki ponavadi odločali za realistične rešitve. Ta oblika verige je seveda vendarle lahko bila dovolj simbolna tudi za tovrstna sporočila in takšen je tudi vers, ki ga je napisal pesnik Jan Hočar in stoji na podstavku ter pravi: v rodov verigo je imel klesano, heroju Milošu Zidanšku. Že leta 1969 je Vlasta Zorko dobila prvo nagrado na natečaju za spomenik narodno-osvobodilni borbi v Lenartu. Jaz izhajam iz tistega sveta in vem, v kakšni bedi so ljudje živeli. Tako da se mi je zdel tisti mali kmet nabasan z brento oziroma z tovorom na ramenih, je bil meni simbol za človeka, ki ni ravno živel v razkošju, ampak bil vedno nosilec nečesa, vedno je bil prisiljen delati in rezultat njegov ni bil ravno gospodski klobuk, ampak čist navadna klofeta. Se je zavedala, da je vse breme druge svetovne vojne v tem okolju so nosili kmetje. Zato je želela v naboru nekih kmečkih predmetov, simbolov najti nekaj, kar bi ponazorilo vso težo, tragiko tega časa. Je umestila reliefne upodobitve, torej vodilna je slovenjgoriški kmet z brento na hrbtu, potem na drugi stranici sta v paru partizan in delavec, zelo prepoznavna, vsak z nekimi svojimi simboli, in na tretji stranici je razgaljeno dekle z dolgimi lasmi in knjigo, ki ponazarja kulturo. Vse te figure so izvedene nekako primitivistično, bi rekla, torej nekako take robustne, grobe. Torej, v resnici je Vlasta Zorko bila sposobna menjavati neko stilno usmeritev. Nastal je tak zelo zanimiv objekt, ki je bil sprva postavljen v sredino trga pod cerkvijo v Lenartu. Pred nekaj leti so ga, po mojem mnenju, nekoliko ponesrečeno porili na rob te iste ploščadi. Ampak vsekakor spomenik še vedno stoji na svojem mestu in priča o nekem tragičnem obdobju slovenjgoriškega kmeta. Sama kiparka meni, da je to, torej ona opisuje ta spomenik kot enega svojih najljubših objektov. Izvedba seveda ni bila lahka. Za kiparjenje si je najela neko staro podirajočo se hišo, kjer so bili že stropi podrti med etažami, tako da je lahko dosegla zadostno višino za svoje delo. To je bila kar ena taka, tudi kar se tiče same fizične izvedbe kipa, je bil to kar velik izziv, ki ga je kiparka uspešno rešila. V 1974 je Vlasta Zorko dobila naročilo, da izdela nek relief precej velikih dimenzij za drugo gimnazijo. Nameščen je na stopnišču v avli gimnazije in zamislila si je to zgodbo, ki jo zastavlja zelo pripovedno, torej gre za tak plitek relief, ki je zastavljen pripovedno v 3 delih, bi rekli. Kompozicija ne teče v 3 enakomernih sekvencah, ampak se kompozicija nekako razpne v takem široko razprti črki V. V prvem delu so podobeni talci, takoj prepoznamo Tončko Čečevo, poznamo jo z fotografije, kako je malo prej, preden se je ustrelili, so jo okrog vratu obesili na veliko kartonsko tablo z sramotilnim napisom, to je bila navada, ki so jo imeli Nemci za tovrstne zapornike. Poleg nje je upodobljen talec, ki že pada v tem smrtnem krču, upodobljen je pa na način, ki spominja na Kristusa na križu. Torej, v tem reliefu se je Vlasta Zorko poslužila nekaterih tradicionalnih ikonografskih prijemov. Torej, Kristus na križu je seveda izhaja iz krščanske simbolike, ampak vendarle v splošnem likovnem jeziku v njem vidimo neko simboliko trpečega, po krivici trpečega človeka.
Skratka, v prvem delu so upodobljeni talci, v osrednjem delu, ki je zašiljen koničasto proti dnu reliefa, so upodobljeni padli borci na Pohorju pri 3 žebljih. Tudi prepoznamo nekaj protagonistov, vsekakor takoj pade v oči Alfons Scharch, s tem svojim značilnim obrazom z brado. Mene je zanimal pri tem reliefu predvsem Scharch. Mene je zanimal ta človek z Pohorja, ki je sam samogibno reagiral na grozote same okupacije. In ob njem 3 še nedoletni otroci, ki so umrli skupaj z njim v bitki in ležijo po bitki v snegu. Znane so fotografije, ki so jih Nemci po končani bitki posneli, tako da je vlasta imela seveda na razpolago tudi to vrstni material. Odločila se je, da padle borce upodobi gole, kar je zelo blizu tej mitski predstavi o zadnji bitki Pohorskega bataljona. Torej, zelo jih je mistificirala, heroizirala, privzdignila na neko zelo višjo raven in se pri tem poslužila, mogoče bi zdaj temu smeli reči, nekih principov antičnega kiparstva. Na desnem skrajnem polju tega reliefa pa so upodobljeni borci, pa tudi civilni ljudje, ki hitijo svobodi naproti. Tu se ta najprej padajoča diagonala preusmeri v linijo navzgor, seveda to pomeni zdaj pot v svobodo, v neko lepšo bodočnost, kar podpira tudi vihrajoča zastava. Leta 2000 imela priložnost izdelati spomenik Antonu Martinu Slomšku in njegovemu najtesnejšemu sodelavcu Francu Kosarju v Braslovčah, v cerkvi, na manjšem trgu v Braslovčah, pred cerkvijo. Namreč Kosar je bil po rodu iz Braslovč. Kosar je bil dolgoletni urednik te znamenite revije Drobtinice. Je bil Kosar neke vrste ravno tak klerik, ampak neki po temperamentu in po značaju in mogoče tudi po izobrazbi skoraj antipod Slomšku. Za Slomška vemo, da je takrat, da je postal tudi škof mariborske škofije. Ko je dobila to naročilo v Braslovčah, se je odločila, da naredi v bronu dve figuri teh obeh protagonistov v naravni velikosti. Spet so se odločili za realistično rešitev, torej oba prepoznamo takoj po obrazih, obeh so na razpolago tudi fotografije. Nekoliko je schematizirala njuno oblačilo, čeprav z nekaj detajli se je poudarila, da gre za duhovnika, torej da sta oba bila posvečena v duhovniški poklic. In postavila jo je način, kot da jo je zapletla ali pa zalotila, če smem tako reči, v nekem zaupnem pogovoru. Motiv človeka mi je bilo popolnoma vseeno, kolikor je bil nacionalno zaveden in pa seveda blizu ljudem, ki so potrebovali te spodbude iz visokih krogov, tako cerkvenih kot posvetnih. Poslužila se je tudi ene modernistične poteze, ki jo je v evropsko kiparstvo uvedel veliki Rodin, torej da postaviš kip brez podstavka neposredno na tla, kar seveda pomeni, da figuro upodobljenih neposredno približaš gledalcem, obiskovalcem, ki se imajo tudi priložnost postaviti povsem tik ob tej figuri, ali pa če je teh figur več, seveda se lahko tudi pomešati med njimi. In če opazujemo ta dva kipa takrat, ko ljudje hodijo k maši, ali pa morda še bolj takrat, kadar po končani maši prihajajo iz cerkve, se pravzaprav zdi, kot da sta se pomešali med vernike, kot da sta ta sicer že davno pokojna služna cerkvena dostojanstvenika nekako del te množice vernikov, del njih in kot da se stopata v njihovo vsakdanje življenje.